vključno s prekinitvami, vključno s tem, da smo iskali soglasje, neka dobra popotnica, da s tem gremo naprej. Jaz mislim, da tako kot vsebina ima tudi način tega sprejemanja neko sporočilno vrednost, ki je pozitivna in to ravno v trenutku, ko se seveda soočamo z določenimi zaostrovanji socialnega dialoga vezano na rebalans proračuna. Jaz eno računam, da nas ta usklajen današnji tekst vse organizacije zavezuje, da znotraj lastnih organizacij poiščemo mandat za podpis. Kar se Slovenske zveze sindikatov tiče, jaz računam, da nam bo to soglasje uspelo dobiti in da bo z naše strani mogoče v torek ta podpis opraviti. Tisto, kar pa bi želel v tem še dodati, je pa ta informacija, da smo dve sindikalne centrale, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Sindikalna centrala Solidarnost, včeraj javnosti in vsem partnerjem prvenstveno posredovali poziv k konstruktivnemu in strpnemu dialogu. Naša ocena je, da je 5 dni tekst, odkar velja, 5 dni je to od petka, tekst rebalansa proračuna, da je, bi rekel, ta razvoj dogodkov pripeljal predaleč in da je potrebno pristopiti strpno in konstruktivno. Ta poziv smo naslovili tako na vlado Republike Slovenije v smislu tega, da se zaveda, da je ta časovnica, s katero prihaja pred sindikate, preostra, da že sama po sebi vzpostavlja konflikt tega, da se težko tako pomembnih obširnih vsebinah karkoli dogovoriti, ne, kot en del poziva. Na drugi strani smo pa tudi pozvali kolege sindikalne strani, da se v času, ko socialni dialog teče, vzdržijo najostrejših oblik sindikalnega boja. Jaz upam, da bo ta apel naletel na plodna tla, ker seveda priznavam, da se v lastnih organizacijah danes soočamo z različnimi razmišljanji, tudi o tem, kdo naj v tej državi je ali bo delil večjo ali manjšo breme socialne krize, ali naj bo to zasebni sektor ali javni sektor. Jaz si ne želim eskalacije teh razmišljanj, opozarjam pa, da so relevantna in bi si tudi v tem kontekstu želel, ker pač v svoji sredini nimamo zaposlenih in sindikatov javnega sektorja, da tako vladni kot sindikalni strani uspe dialog na temo teh vsebin, ki so danes pereče v tem dialogu vlade in pa sindikatov javnega sektorja. Tako da s tem pozivom sem pač bil namen, da vas seznanim in računam na najboljše nadaljevanje. Hvala. Lep pozdrav tudi v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam. Nas veseli, da smo danes na ekonomsko-socialnem svetu uspeli uskladiti besedilo izhodišč za socialni sporazum. Mi ocenjujemo, da je to, kar je bilo danes usklajeno, da je v tistih okvirih, katere smo si začrtali, ko smo k temu pripravi tega dokumenta pristopali, in da je ta dokument, da začrtuje neko pot, ki mu bomo sledili tako pri pripravi socialnega sporazuma, ki ga v teh časih gotovo potrebujemo, kot tudi na nek način računamo, da bo ta način dela, ki smo, na kakršnega smo prišli do tega dokumenta, in ta smer, da bo upoštevano tudi pri tem najtežjem delu, ki nas še čaka, tako pri pripravi socialnega sporazuma, kot pri usklajevanju teh ukrepov, ki so trenutno na mizi. Z tega vidika nas veseli, da očitno obstaja tudi pripravljenost na to, da se pogleda tudi, kje je mogoče iskati prihodke v proračunu, ne zgolj vplivati oziroma poskušati zmanjšati odhodke proračuna, in pričakujemo, da bo v nadaljevanju ta debata seveda še zelo pestra in da se bomo uspeli v nadaljevanju na enak konstruktiven način, ko smo se pogovarjali o teh izhodiščih, usklajevati tudi o
o tistih zadevah, ki jih imamo trenutno na mizi, pri čemer bomo seveda sindikati tisti, ki bomo tukaj zelo natančno gledali pod prste, kakšni bodo ukrepi in ali bodo šli usklajeni naprej v nadaljnjo proceduro ali ne. Torej, spoštovani, lepo pozdravljeni. Jaz sem seveda v imenu vlade zelo vesel, da je prišlo danes do te uskladitve teksta izhodišč. Vladi je v interesu, da podpiše čim prej socialni sporazum oziroma tudi, da začne čim prej usklajevanja glede konkretnega teksta. Slovenija, pa ne samo Slovenija, tudi širše gledano, Evropa in svet se nahajamo v nezavidljivi situaciji in rešitve so potrebne in vse rešitve, ki so usklajene z deležniki, ki sooblikujejo življenje v državi, je ključno. Mi vidimo socialne partnerje dejansko kot partnerje te prihodnosti in zato pričakujemo tudi od njih veliko mero konstruktivnosti pri iskanju teh rešitev. Danes in v teh kratkih dneh, tednih je bila ta konstruktivnost pokazana, visoka mera pripravljenosti iskanja skupnih imenovalcev za našo prihodnost. Vesel sem tudi to, da seveda aktualne zadeve povezane z rebalansom in z zakonodajo, ki želi uravnotežiti odhodke s prihodki v tej državi, ni ovrgla potrebe po iskanju skupnih imenovalcev, kar se tiče strateških vprašanj te države v prihodnje, tako na področju delovnopravne zakonodaje, pokojninske zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, urejanja trga dela, plačne politike in podobno. Zato smo uspeli, ne glede na okolje, ki je turbulentno, sooblikovati ta izhodišča in jih seveda namerava tudi vladna stran podpisati v torek prihodnji teden. Zakaj? Zaradi tega, ker se nam mudi s začetkom usklajevanja in priprave konkretnih tekstov socialnega sporazuma. Vlada bo zato že na prihodnji seji, torej v četrtek, razpravljala tako o pogajalskih skupinah oziroma o predstavnikih vlade v pogajalskih skupinah za posamezna področja socialnega sporazuma ter tudi že usmeritve za samo vsebino socialnega sporazuma. Namreč v skladu z izhodišči socialnega sporazuma naj bi vsi socialni partnerji oblikovali svoje predloge v roku 14 dni in potem seveda začeli delo na teh tekstih ali že prej. Torej nam je prvi in glavni interes biti učinkoviti in doslej smo v tem kratkem času tudi uspeli dokazati, da to lahko storimo. Zelo pomembno je tudi sporočilo iz današnje seje Ekonomsko-socialnega sveta, da bomo po naslednji seji vlade, torej v četrtek prihodnji teden, zopet imeli sejo Ekonomsko-socialnega sveta, kjer bomo predstavili ukrepe vlade na prihodkovni strani proračuna. Torej, bili so številni očitki, da seveda gledamo zgolj na odhodkovno stran in da želimo zmanjšati odhodke in da zanemarjamo prihodkovno stran. Vlada bo zato tudi na podlagi številnih predlogov socialnih partnerjev drugih političnih strank pripravila ukrepe za prihodkovno stran proračuna. S tem bomo imeli celovitejšo sliko o načrtovanih ukrepih in poti do tega našega pomembnega cilja, kako uravnotežiti sporazum oziroma kako uravnotežiti proračun. Dogovorili smo se tudi to, da seveda do ponedeljka pošljajo vsi socialni partnerji, ki še to niso, vse pisne predloge in ugovore in pomisleke na doslej predlagane ukrepe in tudi tiste, ki jih seveda pogrešajo, to se pravi nove predloge, in to bo nam še seveda do četrtka olajšalo delo na teh ukrepih za prihodkovno stran proračuna. Torej, če zaključim, socialni partnerji na Ekonomsko-socialnem svetu smo doslej pokazali pripravljenost, da se dogovorimo, zato smo se o nečem danes tudi že dogovorili, torej v središčih, in upam, da bomo tudi v prihodnje našli čim več takšnih skupnih
vsebin, okoli katerih bomo lahko seveda dosegli soglasje in ki bodo nenazadnje tudi vsebinsko začrtali prihodnost naše države. Hvala, če ima še kdo kakšno... Ja, izvolite. Ja, jaz bi rad vprašal ministra Vizjaka prav tole, če bi lahko pojasnil to, kar ste zdaj povedali. Vi ste rekli, v ponedeljek je še rok, da se poda pripombe. Potem bo vlada do četrtka pripravila, bi rekel, odgovore oziroma potegnila ven tisto bistveno. Kaj zdaj to pomeni za pogajanje? Bil obravnavan ravno do te naslednje seje v četrtek in da takrat bo že proračun. Pa me zanima zdaj, če boste vi recimo v četrtek nekaj pripravili, pa potem v petek na ekonomsko-socialnem svetu obravnavali, kdaj bo potem sprejet proračun? Se veste, da se proračun ne sprejema na vladi. Na vladi se sprejema predlog proračuna. In kot je predsednik vlade že večkrat omenil, potekajo pogajanja o rebalansu proračuna, kakor tudi o vseh spremljajočih ukrepih za doseganje tistih številk. Torej, ko govorimo o tem zakonu, s katerim želimo uravnotežiti proračun, do zadnjega roka za vložitev amandmajev v parlamentarni proceduri. Časa je seveda zelo malo, vendar ga nekaj je. In seveda ob predstavitvi prejšnji teden o predstavitvi ukrepov, ki so šli na odhodkovno stran, so bili seveda nakazani tudi nekateri za prihodkovno stran in vedno je bila ambicija vlade, se drugače pač ne gre, ko snujemo rebalans, da se ob seveda vseh predlogih dotaknemo obeh strani. Zato vendar smo dobili številne pripombe in predloge, tudi tistih, katerim so bili že predstavljeni dosedanji ukrepi, da je potrebno več narediti na prihodkovni strani proračuna. In zato smo svoje predloge nadgradili tudi z nekaterimi predlogi, ki so jih podali socialni partnerji in jih bomo zato obravnavali na seji vlade in po seveda oblikovanju predlogov na seji vlade poslali oziroma predstavili tudi socialnim partnerjem. Mi smo seveda potem ponedeljek je bil postavljen rok zaradi tega, ker nekateri, ker smo danes pravzaprav imeli točko na dnevnem redu glede teh izhodišč oziroma nenazadnje tudi ukrepov, ki so predlagani. In glede na to, da smo preložili obravnavo oziroma da smo prekinili obravnavo te točke in jo bomo nadaljevali na seji v četrtek, smo seveda postavili tudi nek rok, da še do ponedeljka tisti, ki danes seveda ni artikuliral ali podal pisno teh pripomb, da seveda to poda, da imamo potem neko črto in da potem od takrat naprej to seveda evalviramo v okviru pisnih predlogov za na vlado in kasneje za v parlament. Torej, to je na nek način timing, ki smo si ga zadali. Res, da je šel v dveh fazah, da je bila ta odhodkovna stran 14 dni prej kot prihodkovna stran, čeprav je bila prihodkovna stran že nakazana tudi takrat, vendar smo seveda sedaj zelo jasno povedali in nakazali, da bomo istočasno obravnavali obe plati seveda v parlamentu, ker so obe plati ključni za uravnoteženje javnih financ oziroma doseganje javnofinančnih ciljev v rebalansu. Poglejte, okrog tega, to je načrt, da seveda gre predlog vlade na odhodkovni strani v parlament po seji vlade v četrtek. Zdaj, ali bo pri tem še kakšen drugačen scenarij, seveda nisem obveščen, mislim, da bo temu tako, ampak s tem želim jasno povedati, da takrat še niso končana ali zaključena pogajanja in dogovori, kajti to je do roka, ko je možno vlagati amandmaje na ta konkreten tekst v parlamentu, ker bo šla ta procedura po nujnem postopku, pomeni, da so tu bistveno bolj fleksibilni roki za vlaganje amandmajev. Amandmaje se lahko vlagajo praktično do obravnave točke na sami seji parlamenta in tu je še kar
kar nekaj časa, da se tudi okoli tega da uskladiti. Kdaj bojo prišli torej prihodkovna stran v parlament? Gotovo lahko da sočasno, lahko da s kakim zamikom, vendar bo to obravnavano v parlamentu na isti seji in v torej istem sklopu. Bil je predlog seveda, da na podlagi tega mojega uvoda, da bo vlada pripravila ukrepe za prihodkovno stran proračuna, da seveda socialni partnerji se s temi ukrepi seznanijo na četrtkovi seji ekonomsko-socialnega sveta in potem bo seveda tudi verjetno vseh enem in drugem stekla razprava v nadaljevanju te seje. Marijo Belovič, delo, gospod minister, ta teden ste bili tudi vaš varčevalni del tudi deležen ostrih kritik, posebej kar se tiče družinske politike in tega pa me zanima, ali morebiti pripravljate kakšen predlog v nasprotno smer, torej da se kje ne bi varčevalo na tem področju. No, poglejte, jaz bom seveda skrbno pregledal vse pripombe in predloge na to temo, ne. Vendar do zdaj smo žal bili deležni bolj ali manj takšnih predlogov, to ni v redu. Nič pa ne, torej pozabite na to, črtajte to, odmaknite to z mize. Nič pa ni bilo v tej smeri, kako recimo nadgraditi, popraviti, narediti ukrep. Skratka, ni bilo razumevanja za tudi ta pomemben del, ki ga sledimo, torej ta finančni del. Zato moram reči, da bomo te predloge, če bodo prišli, nisem pa formalno nobenim seznanjen, skrbno proučili. Da boste pri temeljnih načelih iskali soglasje, to ni samoumevno? Seveda je samoumevno, ampak ta stavek pomeni veliko več, kot je zapisan. Kaj? Stavek pomeni, da bomo pri temeljnih vprašanjih z področja delovnopravne zakonodaje in trga dela, z področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, z področja plačne politike v javnem sektorju, za katere se bomo dogovorili v socialnem sporazumu, dosegli soglasje socialnih partnerjev. Doslej namreč, to je zelo pomembna vsebinska novost, bi rekel. Namreč to, da bomo iskali soglasje, da bomo iskali čim širše soglasje, da bomo iskali konsens, to je bilo vedno doslej zapisano. Seveda, da bomo pa okoli nekaterih temeljnih vprašanj, ki jih bomo določili v socialnem sporazumu, dosegli soglasje, je močna zaveza z vseh strani. To seveda pomeni, da bomo veliko dela morali napraviti tudi že do podpisa samega socialnega sporazuma, kajti noter bomo morali opredeliti ta temeljna področja, o katerih bomo dosegli konsens. Torej, sindikalna stran oziroma delojemalska stran ni bila zadovoljna zgolj za formulacijo, da bomo iskali soglasje. In jaz verjamem, da bo marsikje potreben dogovor, če želimo seveda ta dogovor potem tudi spraviti v realnost. Pretekle izkušnje nas več kot prepričujejo v to. Gospod Vizjak, lahko še vprašanje. Glede na to, da ste zdaj povedali, da bo v četrtek pač ta tudi prihodkovna stran proračuna, me zanima, a imate oceno, koliko je vreden ta prihodkovni paket in za koliko se je potem možno zmanjšati varčevalni paket na odhodkovni strani? Spoštovana, mi imamo kratke roke in do četrtka je kar nekaj dni, ne? In zato nam prosim pustite, da pripravimo to in vam potem tudi predstavimo. Če bi to znal zdaj z rokava strest, ne bi rabili današnje seje prekinjati in bi verjetno to obravnavali že danes. Vseeno, če dobro razumem, gre v to smer, da bo se prihodki povečali, da ne bo treba toliko varčevati, kot je bilo zdaj predstavljeno v tem varčevalnem svežnju 818 milijonov za letos. Spoštovana, predstavljena so bila izhodišča, pogajalska izhodišča.
ta vlada ni toliko neodgovorna ali ne vem, naivna, da bo predstavila pogajalska izhodišča na meji in da nikakršen ukrep pod to mejo ni sprejemljiv. Kajti to pomeni, da niso pogajalska izhodišča, nego da je to neko zabetonirano dejstvo, od katerega ni odstopanja. Ne. Mislim, to se samo neodgovoren pogajalec gre tako pogajati. Gotovo, v teh pogajalskih izhodiščih smo zelo jasno povedali, da je prostor za dogovor. Ne, in normalno, da je prostor za dogovor, da nekoliko tudi nekje popustiš. In ko smo zbirali odzive na ta pogajalska izhodišča, smo naleteli oziroma bili deležni veliko dobrih predlogov, ki jih bomo tudi povzeli in jih bomo predlagali. Naprimer, dodatna ali pa obdavčitev najbogatejših in podobno. Tu smo bili deležni očitkov, da na njih nismo pomislili. Pravzaprav moram povedati, da je tudi prav, da pustimo nekaj drugim, da predlagajo, da ni takoj vse z naše strani predlagano. Ne. In to bomo povzeli. Zakaj ne? To je predlog, ki po moji oceni vzdrži. Pa še kakšen bi se našel. Teh predlogov je kar velik. Moram reči, da so bistveno bolj, kot smo mi to izpostavili, socialni partnerji podčrtali potrebo po močnejši zajezitvi, ali bi rekel bolj trdnih ukrepih proti sivi ekonomiji in podobnem. Ne. Tako da, glede, teh področij in teh predlogov je bilo kar nekaj, kjer lahko tudi mi naredimo več, in zato, se pravim, je tudi potreben čas in dovolite, da res te konkretne ukrepe in tudi številke predstavimo potem, ko jih bomo predstavili socialnim partnerjem po seji ekonomsko-socialnega sveta prihodnji četrtek. Da se nekaterim javnim uslužbencem zmanjša manj plača kot drugim, glede na to vaše razmišljanje, odločitev bogatejših in razmisleka in groženj sindikatov, da bojo šli v stavko. No, mi smo danes sindikate javnega sektorja slišali tudi tu, kjer so imeli zelo klonilno stališče do česarkoli, kar smo predlagali. No, tako sem se razumel. Mislim, kar se tiče plačne politike. Kar se tiče plačne politike v javnem sektorju. Tako da se bojim, da z njihove strani to vrstnih predlogov ni. Ne vem, če bodo s kire strani prišli, jih bomo zelo podrobno proučili. Imajo pa taki predlogi pluse in minuse. Ne. Taki predlogi zopet rušijo plačna sorazmerja, ne, ki so nekje vzpostavljena z muko. Ne. Recimo v določenih branžah so. Ne. In potem seveda zdaj delati selekcijo med glede na nivo prihodkov, to zopet pomeni nek debalans, ker tisti, ki bo glih še nekje spodaj, bo v boljši poziciji, ki tisti, ki je sicer nad njim in bo zdaj z bolj drastičnim ukrepom pa pod njega. Ne, razumete, to je seveda potrebno vedeti, da so take lestvice vedno tudi, da imajo tudi slabe strani, ne samo dobre. Ne. Ampak ne govorim, da o tem tudi ne bomo razmislili. Vsekakor pa, da ne bi zmanjšali plač, o tem se ne boste pogovarjali, da bi se izognili stavki. Glejte, seja vlade bo prihodnji četrtek, o čem vse se bomo pogovarjali, je zelo težko danes tu napovedati. To se bomo pa o veliko stvarih pogovarjali. Tudi o stališču sindikatov, ki zavračajo v celoti posege v plače. Ja, jaz bi še nekaj zdaj ne razumem. Ali so sindikati dali dovolj svojih predlogov ali ne? Najprej ste rekli ja, potem ne, oziroma je zdaj mogoče vprašanje za gospoda Semoliča, kaj pravite na to, da vlada pravi, da niste podali svojih predlogov, vi pravite, da imate veliko alternativ za varčevanje. In še drugo vprašanje, ali umikate zdaj grožnjo z referendumom ali to še vedno ostaja, dokler se do konca ne pogovorite? Kar sem. V Zvezi svobodnih sindikatov smo dali zelo konkretne predloge, 15 predlogov vladi. To so predlogi, ki naj zlasti na prihodkovni strani, skratka pri prilivih,
dosežemo tisto, kar želimo, da bi z večjimi prilivi, zlasti seveda z obremenitvijo najbogatejših, z obremenitvijo kapitala in še z nekaterimi postopki, olajšali problem tega nesrečnega proračunskega primanjkljaja in s tem tudi zmanjšali pritisk vlade na to, da bi klestili po socialnih pravicah. Tako da mi te predloge imamo, mi samo želimo, da bi vlada te predloge imala hudo resno. Ne sme se zgoditi, da ministri ne bi teh predlogov niti prebrali, naredili bi veliko napako. Tako da mi na tem vztrajamo. Kar se tiče referenduma, morebitnega, naš sklep, naša odločitev je šla seveda v tej smeri, da če bo vlada ignorirala, ne upoštevala naših temeljnih opozoril, ki so šli predvsem v tej smeri, da mnogi ukrepi načrtovani, ponujeni, predlagani, bi zagotovo povečali samo revščino tistih slojev, ki še sedaj živi izjemno težko. Da mnogi ukrepi v bistvu zagotovo ne bi prispevali k gospodarski rasti in še čemu, kar nujno potrebujemo, ampak bi krizo samo poglobili. Torej, če se zlasti malo misli kaj. Nekatere rešitve, ki se ponujajo na področju trga dela, zlasti brezposelni, njihov položaj je izjemno težak, nehumano, neetično je dodatno zaostrovati življenje teh ljudi. Problematika mladih družin. Nekateri predlogi gredo absolutno predaleč pri varčevanju na to skupino. Nekateri predlogi, ki se tičejo upokojencev. Mi smo delali konkretne izračune, kaj bi ti predlogi pomenili ne na makroravni, kar se zelo rado počne in z lahkoto počne, ampak kaj bi ti predlogi pomenili za ljudi, ki bi sodili v te skupine. In te številke, ki gredo od 1000 evrov naprej tudi na leto, so tisti, ki opozarjajo ne sprejeti nekaterih ukrepov. Tako da, če vlada ne bo spoštovala nekaterih naših opozoril, seveda, kaj nam pa na koncu ostane. Ampak mi vendarle upamo, in se to tudi iskreno želimo, da bo vendarle vlada prisluhnila našim opozorilom. Treba resnično ljubo tudi reči, da pri 100 in toliko ponujenih predlogov, posegov je mnogo dobrih. Sindikati lahko po vsej verjetnosti zagotovo jih podpremo. So predlogi, ki zahtevajo pojasnila, kajti v ponudbi je samo stavek 2 in potem je nemogoče se opredeljevati. So predlogi in tukaj mora vlada te predloge resno imati, ker jih mi pač zavračamo. Torej, mi želimo in upamo, da bo vlada prisluhnila tem našim predlogom, da gremo v dialog, kot se pač spodobi, in da pridemo do nekaterih rešitev v dobro ljudi. Skratka, naša večina teh predlogov, ki jih dajemo, gre, ko to ne skrivamo, na prihodkovno stran. Kajti proračunska razprava se mora začeti na prihodkovni strani, ne pa da postavi številko 800 milijonov, potem se pa kregite, kje dobiti teh 800 milijonov. In za tega smo danes sprejeli z zadovoljstvom, čeprav seveda ne poznamo vsebine in še marsikaj, ampak sporočilo, ki bo dano na seji ekonomsko-socialnega sveta, da bo vlada na naslednji seji končno, pravimo končno, ker to bi lahko že prej storila, obravnavala, pripravila predloge, ki bi nekako šli tudi v smer našega temeljnega opozorila, da se na prihodkovni strani mora narediti mnogo več, kot se je delalo do sedaj. Če nimate več vprašanj, se jaz najlepše zahvaljujem za sodelovanje. Torej, seja bo 215. seja bo v četrtek popoldne, potem bo pa novinarska konferenca. Hvala.